Lep pozdrav, drago moje Šmarje. Evo, danes se vam javljam po enem takem opranem jutru, celo noč je šel dež in v takem času ponavadi naši vrtovi kar zbuhtijo, kličejo po našem delu, v predklonjenem položaju, zato sem se jaz odločila, da vam danes pokažem ene smernice, ena varovala, kako paziti svojo hrbtenico, ko delate v predklonjenem položaju. Namreč same raziskave in tudi čisto naše življenja kažejo, da ko delamo v predklonjenem položaju, nas zelo, zelo rado zagrabi v križu. In je zelo, če delate ene določene stvari, si lahko seveda to preprečite in seveda tudi vplivate zelo zdravilno oziroma blagodejno na hrbtenico. Tako da lepo prosim, ne samo biti fokusirani oziroma osredotočeni na svoje delo, ampak dajte biti osredotočeni tudi na svojo hrbtenico. Evo, to je moj pomagač, vedno znova za mojimi petami. Tako, zdaj, ko ste v predklonjenem položaju, če pokažem ta gib, če delamo nekaj časa, dlje časa v predklonjenem položaju, se pogosto dogaja, da se zelo težko potem poravnamo. In moramo kar takle delati, da počasi splezemo v ta stoječ položaj in pojavi se huda bolečina v tem ledvenem delu. To se pojavi namreč zaradi tega, ker se lomimo v tem ledvenem delu, vidite, v križnem delu. Kaj je točno ledveni del? Se pravi, največje obremenitve so tam, kjer se hrbtenica pripenja na medenico. Se pravi, če je tole hrbtenica, tole je medenica in tukaj se ustvarjajo pri predklonu največje sile. Zdaj, ena varianta, ki je zelo dobra, je, da redno prekinjate ta predklonjen položaj, se pravi, da vplivate na samo ravnovesje sil v hrbtenici. To pomeni, če ste vi nekaj časa, je fajn potem prekiniti ta položaj, sploh ko čutite neko nelagodje, mogoče po kakih 20 minutah prekinete predklonjen položaj, stopite malo širše od bokov, date roke na križnico, na ledveni del in naredite gib nazaj. Se pravi, s tem vplivamo na ravnovesje gibov, na ravnovesje sil v hrbtenici, kolena so ravna in samo lepo nazaj. In naredimo 10 tehle gibov nazaj. 2 sekunde zadržiš položaj nazaj in ponavadi se zgodi to, da takoj čutite razbremenitev in olajšanje v hrbtenici. 4, kar še take 3, in 2, in zadnjič. Evo, to je ena pomembna zadeva. Druga pomembna zadeva je, če se le da, da se ne lomite v hrbtenici. To se pravi, če se točno tukaj lomite, tukaj si potem povzročate te velike sile. Druga, kar priporoča klasična fizioterapija je, da ste iz kolen in delate v tem položaju, če delate kaj pri tleh, ampak po mojih izkušnjah je tudi to izredno, izredno težava, sploh mogoče, če imate kakšne težave s koleni, je ta položaj dejansko za nas, sploh zahodnjaki, ki nismo navajeni toliko v tem položaju, ko bolj uporabljamo stole, je ta položaj izredno, izredno naporen. Sama sem razvila en položaj, ko delamo v predklonu, ker imam tudi nekaj znanja iz joge. In to tudi učim v teh naših skupinah, je na način, da naredimo predklon iz kolkov. To se pravi, ne iz tega, da se ne lomimo v ledvenem delu, ampak v tem kolčnem delu. Tukaj imamo tudi glutealno mišico, ki je bistveno močnejša mišica in lahko prenese več obremenitev. Gre pa na način, se pravi, če moram zdaj nekaj delati v predklonu, da se usedemo nazaj, kot da se usedete na en barski stolček, se usedete lepo nazaj na barski stolček in greste z trebuhom, trebuh naslonite na stegna in delate iz tega položaja. Moram priznati, da se mi je to v teh letih, povratne informacije ljudi so take, da je to en krasna in da tu veliko dlje časa zadržijo in tudi pogledajte, če pogledate zdaj ledveni del, moj ledveni del je v tem položaju raven. In da lepo razbremenim, ko se naslonim na stegna, lepo razbremenim ledveni del in počasi gor.
Mi v jogi, ko se sploh v tem pomladanskem času, ko vemo, da se pripravljamo na to delo v predklon, delamo eno vinjaso. Vinjase veste, da to je več nekih jogijskih položajev, ki jih damo v neko fluidno gibanje. In bomo šli zdaj kar v en tak predpripravo, zato da počasi gremo iz te vaje, pridete in da vam to pride v avtomatiko. Ja? Se pravi, stopimo lepo v širini bokov, lepo poravnan popek noter, prsnica gor, teme glave gor, ramena, lopatice proti hrbtenici. In bomo kar šli fajn vdih in gremo nazaj, se usedemo na barski stolček, izdih. Še en vdih in gremo popek na stegna, prsni koš do kolen, dlani na vsako stran stopal, glava, če grejo, čisto sprostite. In počasi vrtence, povratence. Vrtence, vrtence. Roke v strani dol, vdih in center roki do, izdih. Še 3 take ponovitve. Vdih, se usedeš na barski stolček, izdih, še en vdih, popek na stegna, prsni koš na kolena, dlani na vsako stran stopal in glavo čisto spustiš. Počasi vrtence, vrtence. Vrtence, vrtence. Roke gor, vdih in izdih. In še zadnji. Vdih. In gremo izdih, barski stolček, vdih, popek na stegna, prsni koš do kolen, dlani na vsako stran stopal. In počasi. Vrtence, vrtence. Vrtence, vrtence. Roke v strani dol, vdih in izdih. Ja. In ker veste, da velikokrat ponovimo, da je joga znanost v življenju, se pravi, to vajo čim bolj vpeljem v to delo. Ja? Ko greste nekaj v predklon, lepo kar, ja, ni treba potem toliko z vdihi in izdihi, samo ko da se usedem, grem dol in delam iz tega položaja. In potem zopet počasi varujem hrbtenico, vdih, vrtence, povrtence gor. Ekolaj, to je bilo za danes vse. Imejte v mislih, če imate delo, imejte v mislih delo, ampak imejte v mislih tudi svoje zdravje. Tako da res varujte, pazite hrbtenico, kajti malenkosti so lahko zelo, zelo veliko. Lepo se imejte in se vidimo drugi teden.